Kot sem obljubil, vlog številka 4 bo posnet večinoma z Honorjem 8. Mogoče kakšen kader z GoProjem pač čisti iz tehničnih in praktičnih razlogov. Nedelja je čas za savno. Andrej, kam greva danes? V savno? Savno. Zdaj pa šibamo za gorje, do Andreja, greva laufat, malo se pripravljava, da bova skupaj z mojim tastom šla odleteti letos vsaj 5 tekov Štajersko-koroškega pokala, zato da se kvalificiramo v končne uvrstitve. Še eden od izzivov za letos pa je, da gremo aprila na istrski maraton odteči progo na 21 km. Andrej, koliko jih je bilo? 6. Samsung Gear S3 zdaj odhaja nazaj v Big Bang, pogrešal jo bom, kaj ne rečem, kulurca je. Moj GoPro je imel zadnje čase ful težave zaradi zanič microSD kartic, ki sem jih imel. Snemanje se je stalno prekinjalo in danes sem dobil eno tako malo bolj zajebano microSD kartico, ki bo, upam, da rešila moje težave. Pa dajmo tole sprobati, da vidimo, če funkcionira. Probimo. No, in to je ta MacGyver rešitev. Aha, še to. Zadnjič je nekdo vprašal, kaj je to za ena miš. To je Logitech G600 in ima tako shitload of buttons. Zdaj se pa peljem na gospodarsko razstavišče, kjer se odvija sejem informativa, tam je tudi naravoslovno-tehniška fakulteta, kjer sem zaposlen in bomo danes novačili nove študente. Tole je pa Honor 8, s katerim sem posnel večino tega vloga in moram reči, da sem kar navdušen nad tem telefonom. Zdaj, z vidika vloganja bi mogoče samo eno stvar izpostavil, in sicer, da kamera nima optične stabilizacije, kar pomeni, da so posnetki majčkeno bolj streseni, kar ste verjetno tudi videli v samem vlogu. Ampak to je pa tudi vse, kar se tiče tako nekih resnih slabosti, predvsem z mojega vidika. Zdaj, sam telefončič je zadnje dni dobil tudi nadgradnjo na Android 7.0 Nougat, s tem je dobil tudi EMUI 5.0, kar pomeni ta Emotion UI, ki ga ima Honor gor, tako kot pač tudi vsi ostali Huawei telefoni. Honor sicer ni tako pač čisto uradno nikjer naveden kot Huawei telefon, čeprav gre za Huawei telefon oziroma gre za Huawei-evo blagovno znamko, ki jo oni čisto ločeno furajo in je bolj namenjena mladim, tudi pač po samem telefonu se to vidi, kako je tako bolj stilsko, fancy narejen, zato da pač privlači mlade uporabnike. Zaslon je čisto v redu, mogoče pač bi rajš videl, da je bil OLED zaslon, zaradi tega, ker je pač to meni ljubše, ampak ni pa zdaj to, zaradi tega se telefon kaj slabši. Jaz sem na telefon namestil Nova Launcher, zato da pač zadeva zgleda bolj podobna Nexusu. To je čisto moja osebna preferenca. Ta EMUI 5.0 je pa v bistvu naredil kar velik preskok pri Honorju iz prejšnje verzije, zaradi tega, ker se zdaj stvari dosti bolj androidovsko obnašajo, ker je zelo pomembno, da zame osebno kot Android uporabnika in moram reči, da v bistvu po tej nadgradnji je ta telefon res super izbira, sploh glede na ceno. Ne vem, mogoče bi izpostavil še tudi tale čitalec prstnih odtisov na zadnji strani, ki je izredno hiter in pa zanesljiv, tako kot sem že pač zelo zadnje čase vajen pri vseh modernejših telefonih. Ta stvar je zdaj pač res prišla toliko daleč, da je zelo uporabna in ni več stvar, na katero bi v bistvu pač potem klel zaradi tega, ker stvar ne dela.
Skratka, tale čitalec zadaj ima pa pod sabo skrit še gumb, ki ga v bistvu lahko po svoje konfiguriraš. V nastavitvih lahko nastaviš, kaj se zgodi, če pritisneš enkrat, če pritisneš dvakrat ali pa če pritisneš in držiš. In jaz sem recimo, če pritisnem enkrat, se prižge dioda na zadnji strani, potem dvojni pritisk sproži kamero. To je takole, a ne. Nič, to je to, kar se tega telefončiča tiče. Zelo mi je všeč, ker je zelo dobro narejen. Mogoče je problem zadnja stran, ker je steklo, zaradi tega, ker pač se stvar lahko hitro razbije. Glede na moj track record z mojim Nexusom 6P je kar pogumno, da so mi tale telefon posodili in pa mi ga pustijo uporabljati brez ovitka. Za vse dodatne informacije pa spremljite moj blog na blog.miklavcic.si, kjer bom v prihodnjih dnevih tudi objavil majčkeno bolj obširen test tega telefona in tam se bo še kakšen detajl več zvedel. Tako, vlog številka 4 je pod streho. Če ti ni bil všeč, klikni dislike, če ti je bil všeč, klikni like in se naroči. Če me iščeš na internetu, greš lahko dol v opis videa, pa si poiščeš vse linke. Če mi pa rada, jih bom pa celo tle nekje naštimal. In se vidimo naslednjič. Čau!